Lep dober dan, pozdravljeni na okrogli mizi o deklaraciji miru, ki je bila v javnost dana 7. februarja leta 1991. Le dober mesec dni po plebiscitu oziroma odločitev v veliki večini Slovencev, da gremo v samostojno državo. Kaj je to pomenilo za takratne
za takratno oblast Demosovo in kaj je šele pomenilo za naše 3 akterje, ki so bili ključnega pomena. To se pravi Igor Bavčar, ki je takrat bil minister za zunanje zadeve in je vodil za notranje zadeve, potem Janez Janša, minister za obrambo, ki je imel postroj slovenske teritorijalne obrambe. In seveda gospod Anton Tone Krkovič, ki je bil pobudnik in tudi potem vodja prve enote Morisove brigade, vse do slovenske osamosvojitve. Vse to se je začelo že prej. In naši 3 sogovorniki bodo odgovarjali na vprašanje oziroma povedali dogodke in tudi na vprašanje naše voditeljice Mateje Novjan Petrin. Hvala lepa. Lep pozdrav. Res je v tem, ko v naši državi nekatere boli, nas boli, ker resnica nima prave poti, ne najde poti do ljudi in prav današnji dogodek je namenjen temu, da bi odgrnili nekaj tistega, kar ostaja skrito. Kaj je prinesla deklaracija za mir in zakaj je bila proti vojski, nam bodo povedali nocojšnji gostje. Mogoče bi začeli kar s širšim smislom te deklaracije za mir, kot ste jo vi takrat razumeli in kot jo vidite danes, gospod Janez Janša. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav sem skupaj. Hvala za tako izjemno zanimanje za to temo, za katero se je zdelo, da je že pozabljeno. Oziroma bolje rečeno, za katero so se mnogi zelo trudili, da bi bila pozabljena. Letos obhajamo 25. obletnico slovenske osamosvojitve in je pač prav, da obudimo spomin tudi na težke plati te epopeje. Veliko zanimivih obletnic bo, nekatere so že bile, srebrnih obletnic in obletnica podpisa tako imenovane deklaracije za mir, ki je bila v bistvu deklaracija za hitro enostransko razorožitev Slovenije. Naslov je zgolj zavajal, je zagotovo takšna obletnica, no, da si jo velja priklicati v spomin za to, da razumeli tudi stvari, ki se danes dogajajo. Pravzaprav brez tega, da poznamo in razumemo dogodke pred 25 leti, zagotovo ne moramo razumeti tega, kar se danes dogaja. Nekaj takšnih dogodkov, ki so jih skušali skriti, še posebej novim generacijam, so v bistvu dogodki, ki v temelju razlagajo stvari, za katere si danes včasih sprašujemo, kako je to sploh mogoče. Podpisovanje deklaracije, tako imenovane deklaracije za mir, je v bistvu ena od 3 kampanj, s katerimi se je skušalo ne preprečiti razglasitev samostojne Slovenije, ampak udejaniti to odločitev. Te dogodke je pokojni dr. Jože Pučnik imenoval veleizdaja in v bistvu gre natančno za to, kar ta beseda opisuje. Zdaj, prvi tak, da naj povem, da o teh, bom rekel, bolj senčnih plateh slovenske osamosvojitve govori ta knjiga, Bela knjiga slovenske osamosvojitve. V javnosti je že 2 leti. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, ki je zbralo ta gradiva in je ta zbornik natisnjen, mislim, da je bilo enkrat tudi že ponatisnjen. Po Sloveniji je bilo kakšnih 50 predstavitev tega zbornika po različnih krajih
pa na vseh 50 predstavitvah ni bilo toliko novinarjev, kot jih je danes. Se lepo zahvaljujem za udeležbo in upam, da bo nekaj od tega. Tudi za širšo slovensko javnost. Torej, kogar zanimajo podrobnosti, ki v tem času, ki je namenjen tej predstavitvi oziroma tej naši razpravi, namenjeni predvsem obletnici podpisa deklaracije, da bo možno osvetliti. Vse podrobnosti najdete in vse dokumente in še mnoge druge najdete v tem zborniku. Ampak ti trije poskusi, da se prepreči zavarovanje slovenske osamosvojitve z realno silo, oziroma da se prepreči dejansko osamosvojitev, so bili razorožitev slovenske teritorialne obrambe, podpisovanje te deklaracije za mir in dogajanje v samem teku vojne za Slovenijo, tik pred in takoj po razglasitvi samostojne države. Zdaj, prvega in tretjega bom zgolj omenil zato, da bomo to deklaracijo lažje videli v kontekstu, nekoliko več pa samo kasneje v pogovoru, kot je voditeljica obljubila, pomodil ravno pri tej deklaraciji, ker je pač okrogla obletnica. Zdaj, dogodke, ki so ključni na tej poti, ker slovenski državnosti več manj poznamo. Že to, da bi se naštel, bi zelo veliko časa. Namenim samo Majniško deklaracijo leta 1989. Če preberete to Majniško deklaracijo, ki je takrat podpisalo več kot 100,000 ljudi in ki je kasneje dobila politično nadgradnjo v programu Demosa, ki je dobil potrditev na prvih večstrankarskih volitvah. Potem boste videli, da v tej deklaraciji ni nobene besede o tem, da bo Slovenija še prej, pred bo nastala, sama sebe razorožila, se demilitarizirala, ker je bilo vsem jasno, da v tem primeru iz sanj po samostojni državi ne bo nič. Tukaj zelo jasno piše, hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda in sami odločati to svojo usodo. Ta deklaracija je bila podpisana 5. maja, oziroma 8. maja leta 1989, lani smo obhajali 25. obletnico, prebrano v času, ko je bila Slovenija razdeljena na tiste predvsem politični sferi, ki smo želeli samostojno Slovenijo, in na tiste, ki so Slovenijo še vedno videli v Jugoslaviji. Proti tej Majniški deklaraciji je takratna oblast, se pravi Zveza komunistov, Socialistična zveza, Zveza socialističnih sindikatov in tako naprej, lansirala temeljno listino, tudi to vidite gor na zaslonu, kjer pa govori o suvereni Sloveniji, vendar še vedno v okviru Jugoslavije in v okviru nekega samoupravnega socializma. To je bil tudi čas, recimo, ko je takratni predsedstva Slovenije, takrat če Socialistične republike Slovenije, dejal, da bi bila odcepitev Slovenije samomor, ki ga bodoči rodovi nikoli ne bi odpustili. Ta izlet v leto pred, se pravi leto 1989, delam zato, da bomo razumeli kontekst, v okviru katerega se je potem podpisovala ta tako imenovana deklaracija za mir. Torej, Demos je zmagal z ključno točko programa iz Majniške deklaracije in na sam dan, ko je prisegala Demosova vlada, vidim tudi nekatere kolege, ki so bili takrat z nami vladi, je Jugoslavijska armada ob asistiranju
takratnih starih oblasti v Sloveniji, ki so pač poražene na volitvah, razoroževala slovensko teritorialno obrambo. Da se je to dogajalo v asistenci, ne, je jasno. Tukaj je knjiga Veleizdaja Slovenije, kjer so dokumenti o razorožitvi teritorialne obrambe. Deloma so povzeti tudi v beli knjigi. No, to je prav zbornik, ki je namenjen razorožitvi. Imate poročila iz praktično vseh občinskih štabov teritorialne obrambe in iz teh poročil izhaja, kako so mnogi takrat klicali na republiško predsedstvo, ki je že priseglo, ne, Milana Kučana in ostale, in jih rotili nekaj naredijo, ne, kjer so dobili tajen ukaz za razorožitev, vendar ti ljudje niso nič storili. V nekaj dneh, maja leta 90, je bila Slovenija skoraj popolnoma razorožena. Tukaj je seznam na 2 listih oborožitve, ki ga je imela slovenska teritorialna obramba pred razorožitvijo. Gre za oborožitev za preko 100 000 mož. V začetku leta 1989, ne, čemer se ni nič vedlo, in deloma tudi začetku leta 1990, Jugoslavijska armada je Slovenija odpeljala vse zaloge tako imenovanega trofejnega orožja, ki je bilo hranjeno še iz času druge svetovne vojne, vendar še vedno uporabno. To smo videli kasneje v balkanskih vojnah, ne, ker je armada izdatno zalagala s tem orožjem, predvsem srbsko stran. Dr. Jože Pučnik je enako Ivan Oman, pa vas to razorožitev poimenovala za veleizdajo. Zato veleizdajo ni noben odgovarjal, kljub mnogim dokazom. Še več, ne, ključna oseba, ki je morala to preprečiti, to je takratni sekretar za notranje zadeve, ki je sam trdil, da je imel vse informacije o vsem, kar se je dogajalo ne samo v Sloveniji, pa tudi v Jugoslaviji, je pred nekaj leti dobil eno najvišjih državnih odlikovanj. In celo nekaj bilo besedičanja, da gre za prispevek osamosvojitve. Zato, da bi na nek način vseeno, ne, obdržali te sanje po samostojni Sloveniji žive, smo pa razorožitvi pričeli za akcijo Manevska struktura narodne zaščite. Tone Krkovič je bil njen prvi edini načelnik. V nekaj mesecih je nastala, rekel, za silo oborožena struktura, ki je tudi s tem postrojem, to vidite sliko iz Kočevske reke 17. decembra 1990 tik pred plebiscitom, ki je bila sposobna za silo zavarovati to plebiscitno odločitev. Ko smo Slovenci glasovali na plebiscitu za samostojno Slovenijo, ker se je pokazalo, da je bil slovenski narod zelo enoten, kljub veliki meri razdeljeni politiki, je to odločitev branilo preko 20 000 z lahkim pehotnim orožjem oboroženih močnih fantov v takrat že s ponovno slovenski teritorialni obrambi, kjer smo z ustavnimi amandmaji prevzeli to pristojnost nase v septembru, in policija. Plebiscit je mirno potekal in takrat se je zdelo, tudi jaz osebno sem recimo verjel, da je tako sjajen rezultat pravzaprav združil ne samo slovenski narod, ampak tudi slovensko politiko, in da bomo zdaj v teh 6 mesecih vsi enotno delali za to, da bomo za čim nižjo ceno pač to samostojnost dosegli. Žal temu ni bilo tako. Žal temu ni bilo tako. Zdaj, kot ste razjasnega, je 6. februarja, torej dober mesec po
in razglasiti rezultatov plebiscita, udarila ven vest, da bo naslednji dan predstavljena deklaracija za mir. Je bila tudi objavljena. Zdaj, kdor je prebral, je takoj videl, da to ni deklaracija za mir, ampak je v bistvu deklaracija za hitro enostransko razorožitev. Ta deklaracija nič ne govori o jugoslovanski armadi, ki je bila takrat v Sloveniji do zob oborožena. Govori pa o tem, da je oboroževanje zgrešena pot, ne prinaša nobene varnosti, in da je kakršenkoli oborožen konflikt na ozemlju Slovenije katastrofa in samomor, ter da Slovenija ne potrebuje lastne vojske. Tukaj izrecno piše, za varnost Slovenije naj skrbi zgolj policija in profesionalna in dobro organizirana civilna zaščita. Da je to deklaracijo so javnost lansirale opozicijske stranke, nekatera civilno-družbena gibanja. Če bi šlo samo za to, bi to bila epizoda, ki se danes ne več spominja. Problem pa je nastal, ko je naslednji dan, oziroma ko je v naslednjih dneh, predvsem naslednji dan, to deklaracijo podpisalo veliko ljudi, ki so takrat Slovenijo odločali. To, da je podpisal Milan Aksentijevič, delegat jugoslovanske armade v parlamentu, je bilo tragikomično. Človek je hodil v uniformi, je podpisal deklaracijo za proti slovenski vojski, ampak ker je bil iz ZLA, je bilo to razumljivo. Ampak, to je to, da je podpisal Jože Školč, ni nikogar presenetilo. Rado Bohinc tudi ne, ker je takrat so ravno osnovali neko jugoslovansko socialdemokratsko unijo, ki je bilo odkrito proti osamosvojitvi Slovenije. Da je to podpisal koprski župan Aurelij Juri, tudi ni nobenega posebej presenetilo, ali pa Franko Juri, ki je bil poslanec v državnem zboru in se je norčeval iz samostojne Slovenije v svojih karikaturah praktično vsak dan. Tudi nikogar posebej presenetilo in zaskrbelo. Nas je pa zaskrbelo, ko je bil spodaj podpis ministra za finance v Demosove vlade, gospoda Kranca. Podpredsednika Demosove vlade, Jožeta Mencingerja. Predsednika v bistvu največje stranke, čeprav opozicijske, Ribičiča. Je bil Roman Jakič, dobro, poslanec ni. Nas to ravno skrbelo, čeprav je glasen. Problem pa se je zgodil, ko so to deklaracijo kar naenkrat podpisali 4 člani predsedstva Slovenije. Predsedstvo Slovenije v takratni ustavi ni bilo zgolj nek formalni poveljnik obrambnih sil, kot je danes predsednik republike, ampak je bilo dejansko. Je bil to dejansko organ, ki je imel velike pristojnosti. Vrhovni poveljnik teritorialne obrambe, tudi vseh obrambnih sil, tudi policije, v primeru izrednih razmer. In to je predsednik predsedstva, to je v mednarodni izdaji Matjaž Kmecel, član predsedstva Dušan Plut, predsednik Zelenih tudi, in Ciril Zlobec. Zdaj, 4/5 vrhovnega poveljstva je podpisalo dokument, katerem je pisalo, da Slovenija ne potrebuje vojske. Zdaj, kako se je vojska, ki je nastajala, takrat počutila, lahko verjetno pove najbolj s prve roke Tone Trkovič. Jaz sem nekaj stavki popisal samo moje srečanje s to realnostjo. Jaz sem v tistih dneh, ko se je to podpisovalo, obiskal, mislim, da eno enoto iz Domžal, ki je bila na usposabljanju v gozdovih gor nad Kočevjem. Bil mraz, sneg, blato, v tistih starih uniformah so tam fantje trenirali. Jaz sem jih hotel nagovoriti, ampak so me kar sami obstopili. Eden je pred mano vrgel časopis Delo, ker je bila ta deklaracija objavljena in da je to vse podpisal. In mi je rekel,
vi tam v Ljubljani se zmete. Ne? Ali rabimo vojsko, ali jo ne rabimo. Ne? Če jo ne rabimo, se minjamo tukaj po blatu varal, pa zmrzavar, ker imamo doma poslužili bolj pametno delo. Rekli, ti si minister, pet v Ljubljano, pa se zmete. Drugače bomo šli sami domov. Kako daleč je stvar prišla. Mi smo takrat načrtno usposabljali predvsem specialne enote iz močnih občinskih štabov in ta proces je bil, rekel, v tem politično ali pa moralnem smislu s to deklaracijo v temelju ogrožen. Je bilo par občin, ker smo poslali pozive, pa skoraj ni prišel. Ker zgaj bi on šel na vojaške vaje, če vrhovni povednik prav, da ga ne rabi. V slovenski javnosti to sicer ni tako odmevalo, ker pač je bila situacija skrajno smrtno resna in iz tega nismo hoteli delati večjega cirkusa, kot je bilo potrebno, ampak v ozadju je bilo zelo pesimistično. No in že naslednji teden, potem, ko je bila ta deklaracija podpisana z vsemi temi imeni, se je pokazalo, kaj je pravi namen. Naslednji teden je skupščina začela obravnavati ponovno zakon o obrambi, zakon o vojaški dolžnosti in proračun. In zbor združenega dela, ker je imela opozicija, večino je to blokiral. Nikamor se ni premaknilo. Zdaj, tukaj v beli knjigi imate objavljene razprave iz tistih sej. Vi ste bila edina tarča je bila slovenska vojska. Za nobeno ceno dopustiti, da se Slovenija pripravi na to, da bo obranila samostojno Slovenijo, če je bo seveda vlada v skladu z voljo ljudstva na plebiscitu razvisila. Mi smo zakon o obrambi predlagali že jesen, 6 mesecev, v najbolj križnem času, 6 mesecev zakon obravnaval in na koncu je bil s težkimi mukami po vseh teh procedurah, ker je bilo treba sklicati skupno sejo, če en zbor ni soglašal, sprejeti, mislim, da z enim glasom večine. 29. marca. Obrambni proračun je bil sprejet 30. marca 1991. Torej, Demosova vlada ni imela 6 mesecev za pripravo na ključnem področju, ampak je imela 2 meseca in 26 dni. 2 meseca in 26 dni. Ker dokler ni bilo denarja, ni bilo možno nadomestiti ključnega izpada ob razorožitvi. Zdaj, situacija je bila tako resna, da sem jaz, kot takratni sekretar oziroma minister za obrambo, čez 2 tedna potem, ko se ljudje niso enostavno več odzivali na te pozive za usposabljanje, napisal eno interno pismo članom predsedstva in članom vlade, ki so podpisali to deklaracijo z precej ostrim besednjakom. Pismo je objavljeno v Premikih, če koga zanima to besedilo. In šele po tistem pismu se je nekako premaknilo. Ta tema, da Slovenija potrebuje vojske, izginila po 2 tednih iz časopisov. Ne vem, ker se o tem ni več pisalo. To ga je očitno malo zaskrbelo. Takrat, če se spomnite, je prišlo tudi do tiste zloglasne seje zveznega predsedstva nekje na Topčideru, in videlo se je, da je vrag vzel šalo. Ampak kljub temu, ko se je glasovalo, pičla Demosova večina za ključne zakone. Zdaj, tudi potem, ko je bilo že vse več ali manj določeno, so nekateri samosvojiti nasprotovali, nekateri so bojkotirali glasovanje, razglasitev. Tukaj je dopis Franka Jurija, ki je napisal
mene na to žalostno proslavo ne bo, raje bom doma gledal, bo morje širilo in svet. Branka Juri, republiški poslanec. No, ta poslanec je čez 2 leti potem, ko se je Slovenija kljub njemu osamosvojila, postal ambasador te države v Španiji. To so ti znani prizori, ki jih vsi radi gledamo. Velika euforija je bila, vendar pa je hkrati v tistih dneh potekala ta tretja kampanja za to, da se slovensko osamosvojitev na vsak način ne prepreči v smislu razglasitve in deklaracij in tako naprej, ampak v smislu realnega dejanja, se pravi v smislu prevzema realne oblasti in tudi ubranitve tega prevzema. Nekako so bili eni nesrečni, zdaj s tem je postalo jasno, ko so prišli na dan pogovori med italijanskim konzulom v Ljubljani in članom predsedstva, celo podpredsednikom predsedstva Cirilom Zlobcem. On je italijanskemu konzulu dnevno referiral o tem, kaj so se pogovarjali na sejah predsedstva, ki je ustavna komisija, vse iz strogo zaupnih dokumentov, tako da tudi Beograd je preko Rima veliko teh stvari izvedel. Ključna stvar, ki je bila izdana, je dejanski datum osamosvojitve, ker mi smo, Jugoslovanska armada se je pripravila intervencijo 26. Točno po 6 mesecih, mi smo jih skušali prelisičiti tako, da bi se osamosvojili vsaj en teden prej. Ampak nekako ni šlo, opozicija ni hotela pristati na spremembo zastave, recimo, in še na nekatere druge akte, največ pa ne bi imelo smisla razglašati samostojno državo z starimi simboli in so pogajanja potekala pravzaprav do zadnjega dne, tako da smo na koncu lovili samo en dan presenečenja, strateškega presenečenja, ki smo ga sicer dosegli. Slovenija se dejansko osamosvojila ne 26. ampak 25. Najavljali smo vse za 26. ker smo pač skušali Beograd prehiteti, zato da ne bi bili mi tisti, ki bi prvi uporabili silo, če bi do tega prišlo. In to se je sicer posrečilo, ampak ne v celoti, kajti gospod Zlobec je seveda promptno italijanskemu konzulu izčvekal, da to ne bo 26. ampak 25. Beograd je to zvedel. Skušali so spremeniti načrt, deloma so to uspeli z Reškim korpusom, zato je na Primorskem se enote Jugoslovanske armade šli na cesto in na mejne prehode dan pred, druge niso bili pripravljeni. Tam je general Čart, nažalost Slovenec, bil bolj papeški od papeža in Slovenija je bila, ko smo razglašali samostojnost in dvigali zastavo tukaj, v bistvu že v vojni, pa nekako tega sami sebi nismo hoteli priznati. Istočasno, ko je bila tle v Ljubljani euforija, so bili na Primorskem tanki na ulicah, ponekod že na mejnih prehodih, v Vrhpolju so ljudje goloroki ustavljali te tanke, isto v Črničah in še marsikje druge, ker zdaj VSO postavlja obeležje. Tako da, seveda pa je to samo pač en tak nazoren detalj. Gospod Zlovec je tudi stalno jokal, kako bo dan osamosvojitve žalosten dan, celo policija ne bi stavkala takrat. Tale demos nas je spravil veliko nesrečo. Pa še z neko častno četo želijo paradirati tam. Tudi na seji predsedstva je bila silna razprava o tem, ali lahko četa, častna četa slovenske teritorialne obrambe sploh sodeluje na razglasitvi samostojne države. Največ razprave je bilo o tem. In komaj smo to spravili čez. Pa še potem mislim, da so morali biti brez orožja. To je silno motivo. No, isti dan, dan osamosvojitve je tukaj vrsta borčevskih organizacij iz Štajerske in iz Maribora, v njihovo odprto pismo,
protestirala proti osamosvojitvi. Danes slišite predstavnike zvezoborcev, ki govorijo, kako so malo da ne to naredili leta 43, ne. V bistvu so bili tudi leta 91 proti, ne. Niso bili vsi, ne. Absolutno so bili tudi izjemne ljudje, ki so bili iz njihovih vrsti streno za osamosvojitev, ampak številne organizacije so proti temu protestirale, tukaj se obtožuje Demosov vlada za to. Danes je to noče, ben slišati. Beli knjigi so ti dokumenti. Takratna mladina je izhajala z naslovi Samostojna Slovenija, ne hvala. Meja na Kolpi je zločin in podobno. No, bolj nevarno je pa bilo nekaj drugega. Ne. Tukaj imate en skromen članek iz Dela, objavljen, mislim, da 17. junija, maja. Tukaj v knjigi je boljš faksimile. No, to je poročilo z sestanka Zveze komunistov Stranke demokratične prenove, ki se je sestala z svojimi tovariši iz Bosne in iz Hrvaške. V tem sporočilu so slovensko javnost obvestili, da so sicer za to, da Slovenija razglasi samostojnost, ampak samo pod pogojem, če isto sekundo spet ponudi povezavo drugim jugoslovanskim narodom. Se pravi, da rečemo, smo se osamosvojili, ker to zahteva plebiscit, ampak od zdaj naprej smo pa spet skupaj. Zdaj, iskreno rečeno, teh njihovih izjav prav resno ni nihče vzel. Takrat, ker je bilo vse pač v pričakovanju tega velikega dogodka in v naglici teh priprav, se je pa ta formulacija, razglasimo samostojnost, ampak takoj naslednjo sekundo ponudimo novo povezavo, pokazalo v pravi luči, ko so išli spomini takratnega predsednika Zveznega izvršnega sveta Anteja Markovića. Mogoče je kdo bral tam v 20 letih, je tudi Mariborski večer pod listku objavljal del teh spominov. V teh spominih Marković govori o tem, kako je na zadnjem obisku, ki ga je imel v Ljubljani, tam nekje, mislim, 12. junija. Jaz se spomnim, da smo ga vili podrožnik začer čakalna večeri na tisti zadnjem poskusu pogajanj, mirni razdružitvi, njega in admirala Broveta, in on je 2 uri zamujal. Nismo vedeli, kje je. V teh svojih spominih je opisal, da se je takrat sestal za takratno opozicijo v Sloveniji, oziroma točno je delal komu krivice z Školčevimi liberalnimi demokrati in Ribičičevimi komunisti oziroma prenovitelji, socialisti pa se tega niso udeležili sestanka, in tam jih je Marković nagovarjal, naj nekaj naredijo za to, da bodo vrgli Demosovo vlado prej bo prišel 26. junij. In tako pač ne bo nič za realno osamosvojitvijo. Vendar pa, kot piše Marković, so njemu razložili, da imajo drug načrt. Da ne bi bilo pametno, da vlado vržejo pred 26. ker bo potem itak sama padla. Povedal sem, da oni pričakujejo, da pač samostojna Slovenija se bo razglasila, ampak naslednji dan bo pač Beograd interveniral, Slovenija bo zaprta, nihče ne bo priznal, začela se bo kriza, ljudje bodo čez nekaj tednov spoznali, da jih je Demos zavedel nesrečo in vlada bo sama padla. Rekli so, mi ne želimo prevzeti odgovornosti, plebiscit je bil, da ne razglasimo samostojne Slovenije, ampak to bo itak operetna razglasitev. To bo operetno samosvojitev. Šele, ko sem jaz zbral te spomine, sem jaz razumel, zakaj so takrat toliko operirali s tem izrazom operetna. Nismo vedeli, da je tukaj neka širša podlaga.
Na srečo se jim to ni uspelo, se jim ta operetna projekcija seveda ni uresničila, ne. Slovenija se je ubranila, ne. In stvari so se odvijale drugače. No, ampak kljub temu, tudi potem, ko je bilo jasno, ne, da Slovenija ne bo klonila, da so dovolj močni, se, rekel, ta tretji val veleizdaje ni končal. Še ena knjiga je zelo zanimiva, ki bi mogla biti prevedena v slovenščino že zdavnaj, pa še vedno ni. Italijanski politik Piero Fassino, ki je bil takrat sekretar Socialistične internacionale, kasneje bil minister za trgovino v italijanski vladi in namestnik zunanjega ministra in tako naprej. Mislim, da je župan enega mesta, še vedno aktiven. On je izdal knjigo spominov, Per passione iz strasti, kjer opisuje, da je bil v Sloveniji. Ne? Tam prvi dan vojne. V imenu Socialistične internacionale, vlada za to ni vedela, zdanje ministrstvo za to ni vedel. Bil je pri Milanu Kučanu in Cirilu Ribičiču. In pravi, oba sta me rotila, naj naredimo vse prek Socialistične internacionale, da mednarodnega priznanja Slovenije ne bodo podarili Demosovi vladi. Desnici, ne, prav mislim, ja. Se je, v beli knjigi je pač točen citat, v tem smislu. Zdaj, to knjigo je po letih, polk je išla, mislim, da enkrat opazil Dimitrij Rupel, in je to napisal v enem članku, ne, da bi bilo dobro malo pojasniti te zadeve. Noben večji slovenski medij tega ni opazil, noben tega ni omenil. Da se je Ribičič kasneje enkrat nekaj na kratko zgovarjal. Ampak to ni bila udarna vest na nobeni televiziji nikjer. Predstavljate si, da bi en italijanski politik napisal nekaj takega za koga od nas, ne, ki sedimo tukaj, pa za Lojzeta Peterlet. Recimo, da bi nekaj pisal, da je Lojze Peterle rotil sekretarja Krščansko-demokratske internacionale, naj ne priznajo Slovenije. Naslednjo sekundo je bila to glavna novica, ne, vseh slovenskih medij. Kjer pa gre za posvečenje, to še vedno, kot da tega ni bilo. Tudi demantija ni bilo, seveda, če bi oba demantirala, bi verjetno Fassino še kaj več povedal. Ne? Tako da najboljš, mislim, so se odločili za cenzuro. In ta cenzura traja, zdaj mislim, to je šlo leta 2013 let. 13 let. To je Neven Borak. On je bil glavni svetovalec v uradu predsednika predsedstva Milana Kučana v času slovenske osamosvojitve. Kasneje je bil direktor Agencije za varstvo konkurence, ne, ki je ščitil nacionalni interes. Mislim, potem. No, prvi svetovalec Milana Kučana je bil tudi kolumnist. On je vsak teden kasneje še bolj pogosto, pred osamosvojitvijo pod pseudonijo Veno Carbone, ne, napisal v Ljubljanskem dnevniku tekst proti slovenski osamosvojitvi, še posebej proti slovenski vojski, proti specialni brigadi, to mu je bilo prav specialnost, ne. V Ljubljanskem dnevniku je tudi 26. junija, ne, ko so bili tanki povsod po Sloveniji, izšel članek, na prvi strani izšel naslov je lazo vzela Slovenijo, konce, skratka so pozdravili okupacijo. Ne. Urednik je Milan, ne vem. No, glavni urednik ozadja je bil svetovalec predsednika Kučana, Neven Borak, ki je bil poleg tega tudi v rezervi poveljnik bataljona teritorialne obrambe. In ko je grozilo bombardiranje Slovenije takrat v tistem drugem valu po Adžičevem govoru,
in ko bi izdan napad za ukaz za demonstrativno akcijo proti vojašnicam, ne, povsod po Sloveniji je on kot poveljnik bataljon ta ukaz enostavno zavrnil. Mislim, da smo zdaj prišli do občutljivih stvari, pa elektrike zmanjkalo, tako da bi prosil nekoga, da to popravi. Skratka, v tem celem procesu slovenske osamosvojitve so bili trije takšni valovi, trije sklopi akcij, v katerih se je skušalo na vsak način preprečiti realno osamosvojitev Slovenije, in ta deklaracija za mir je bila drugi sklop, izjemno nevaren. V zgodovini je veliko takšnih slučajev, ko se je za nekaj glasov neka odločitev sprejela. Pravi, da je ameriški kongres z enim glasom večine izglasoval angleščino za uradni jezik Združenih držav pred Nemščino. Pa da je univerzitetni svet, ko se je odločalo o tem, ki bo prvo univerzo v Sloveniji za 2 glasova izglasoval Ljubljano pred Trstom, ker sta 2 delegata z Goriške zamujala. No, to ne vem, če je bilo vse točno res. Bral sem o tem, ampak to, da je bil zakon o obrambi, zakon o vojaški dolžnosti in obrambni proračun sprejet z enim ali 2 glasoma, pične demosove večine je pa zgodovinsko dejstvo, vedno preverljivo. In to polično podlago za to, da se glasuje proti tem ukrepom, da se jih zavira, kolikor je možno, so ustvarjali s to deklaracijo. Če bi to deklaracijo podpisal malo Kohren kot mirovnik, pa podmladki nekterih strank in tako dalje, gledajte, v demokraciji je to vse absolutno, tudi v takih resnih časih, del pač, lahko bi rekli, širšega, normalnega političnega dogajanja. Če pa deklaracijo, da se ne potrebuje vojske, podpišejo 4 člani vrhovnega poveljstva, potem pa je to veleizdaja. No in bilo je potrebno veliko poguma, da se je ta dejanja s to besedo tudi označilo doslej. Nekaj nas je bilo, ki smo si to drznili, smo tudi si več ali manj nosili posledice, takšne in drugačne. Vsi tisti, ki so pa recimo podpisali to deklaracijo za hitro enostransko razorožitev Slovenije ali kasneje glasovali proti tem realnim ukrepom, so v teh 25 letih življenja samostojne države doživeli nesluteno promocijo. Postali so ministri, predsedniki parlamenta, rektori slovenskih univerz, dekani, mnogi so še vedno, ambasadori te države, šefi javnih podjetij. Edini ste dolge liste, to je treba vedno povedati, ki ni nič napredoval, je Dušan Semolič, ki je še vedno predsednik sindikata. Vsi ostali pa so napredovali, dobili izjemne pokojnine, slave, nagrade, državno odlikovanje. No in v tem je odgovor na mnogo vprašanje, ki se jih danes postavljajo v Sloveniji, zakaj je temu tako, zakaj se stvari dogajajo tako, kot se dogajajo, zakaj gredo zadeve, ki bi morali iti prav in so enostavne narobe. Ker če na neki strateški ravni, nekaj, kar je zgodovina potrdila, da je bilo pravilno ravnanje, če se skuša to diskreditirati, obsojati, omalovaževati, potiskati nekam v pozabo, poveličuje se pa, rekel, ravno nasprotno, tisto, kar je zgodovina zavrnila, kar je bilo nesporno dejstvo, ko se praktično nič ne govori tudi o dejanskih žrtvah, tukaj nekaj slajdov, ki jih tudi o velikih obletnicah zelo težko vidite v slovenskih medijih, to, da smo jih že mi sami pozabili, to je ta vojna napoved,
27. junija so letale Jugoslovanske armade trosile letake po Sloveniji, ne oddajte se, vsak odpor bo zlomljen. Podpisan je bil Konrad Kolšek, ne, žal tudi Slovenec, ki je potem takoj dobil slovenski potni list. Ne. In rekel, mirno živel v pokoju v Sloveniji. Zanimivo je to, da ta vojna napoved, ki je prišla zgodaj zjutraj 27. junija na telefaks vlade, ni bila naslovena na predsedstvo Republike Slovenije kot suverena in poveljnika, ampak na Lojzeta Peterleta, na predsednika vlade, kjer je bil predsednik predsedstva tukaj s te napovedi izpuščen. To so posledice vojne. Slovenija je trpela sicer v kratki, tudi uspešni obrambni vojni, tudi veliko materialno razdejanje. Cenjena je bila škoda, o kateri danes ne govori, vsi so govorili o izbrisanih, pa ne vem čem, ne, nihče o naših žrtvah, ne, o škodi. Ne. Ko smo zahtevali, da naše sodstvo procesira tudi to, te pogrebene v naših padlih, so bili malo da ne zgroženi. Ne. Ko vemo, kako je gospod Masleša pozdravljal, ne, agresijo, ne, da se ni začudi, zakaj je temu tako. To so prizori, ki jih mlade generacije ne pomnijo. Ne. Če komu pokažeš, mislim, da je to iz Sirije. Danes, ne. Govori se o nekaj dnevni vojni, ne, kjer pač ni bilo nič. Ne. In to vse namerno. Ne. Šolskih učbenikih tega zelo malo. Šele v koncu leta se pride do slovenske osamosvojitve, ko smo v našem mandatu spremenili učni načrt in je šel čez vse komisije, ga je naslednji minister za šolstvo, gospod Lukšič, enostavno preklical, nezakonito, se vam ni nič zgodilo. In smo danes tam, kjer smo. Ne. In to se je začelo takoj, ne, glede na to, da ker igrali na dve strani ali pa sviga v žepu, recimo ena slika, ki je zelo povedna. Je 26. oktober 1991, ne, je Slovenija proslavljala osvoboditev, ne, to je zadnji okupatorski vojak Jugoslovanske armade odšel iz Slovenije. Ne. Ampak prvi govornik je bil koprski župan, Aurelio Jure. Torej, narod je lahko manipulirati, če ne pozna svoje zgodovine, če se ne zaveda lastne identitete, ne, in če se mu bele stvari prodajo kot črne. In to se v Sloveniji dogaja tako intenzivno, da so tisti, ki smo bili zraven, ne, čas pozabimo, kako je to dejansko bilo. Zato se je treba v teh obletnicah spomniti tudi v teh težkih stvari. Hvala lepa. V tistih kriznih časih ste bili pobudnik in organizator ter poveljnik 30. razvojne skupine prve specialne brigade Moris. Njena javna predstavitev je bila 17. decembra 1990 v Kočevski reki. Postroja se ni želel udeležiti takratni predsednik. Aha.
Postroja se takrat ni udeležil takratni predsednik Milan Kučan, ki je predstavljal takratno opozicijo, ki je požela vse, da Slovenija ne bi imela svojega vojaškega postroja. Postroja se je udeležil predsednik takratne skupščine Republike Slovenije, gospod Lojze Peterle, ki je tudi z nami in je predstavljal vladajočo koalicijo Demos in izrekel tisti znameniti stavek: danes mi je prvič zadišalo po slovenski vojski. Zdaj smo spoznali nekaj ozadja, vi nam boste zagotovo odprli še kakšno novo poglavje tega dogajanja, ki ostaja skrito. Hvala za besedo, hvala za vprašanje, ki ga priznam po tistem, ko sem bil predstavljen, da sem poveljeval neki 30 razvojni skupini in pa naprej nisem ti poslušal in da nisem se trudil razumeti. Tako da bom jaz odgovoril pač na po moje, tako kot mislim, da treba danes tukaj nekaj povedati. Vem, dama ni kriva, izpade, kot da je, ampak resnično me vedno znova razjezijo te reči, da celo med nami si pripovedujemo stvari, ki pri nas so doma temu rekli, ki se niso legle, niti ostale. Ne? Ampak krivdo, o tej krivdi je povedal v svojem zajetnem nastopu in rekel, izvrstnem backgroundu, tako političnem kot varnostno obrambnem Janez Janša in pač tu domujejo vsi ti problemi. Ne? To so samo še posledice. No, jaz bom pač po moje nekaj odgovoril, ne? Glede na vaše vprašanje, res se upravičujem, da ga nisem poslušal, niti se trudil razumeti. Povej za 30. razvojna. No, to lahko povem, ne, skratka, 30. razvojna skupina, ja, zdaj, če bi hotel tukaj razložiti, bi ves čas samo za to porabil. To je naziv za 12 ljudi iz bivše režimske brigade Edvard Kardelj Krištof, katera je imela baza na področju, svojo bazo na področju zaprtega prostora, torej Kočevske reke. In v teh 12 ljudi je poleg nekega načelnika, rajši ne bi govoril o tem, kdo je to bil človek in kakšni moralni kvaliteti in tako naprej. Tudi v njemu je bil razlog, da sem jaz po 10 letih vojaške kariere iz vojske odšel. No? In me na srečo pričakala samosvojitev kot načelnika upravnega organa za obrambo, ampak to je drugo vprašanje. No, ampak seveda v teh 12 ljudi so šteti tudi rejci konjev, čistilke in pač podobni profili vodstva te režimske brigade. Tako da, no, če bi na to odgovarjal, to bi bil, pač ne bom nič več o tem govoril, ker se mi upiral, se upravičujem. Želel sem poudariti nekaj drugega. Torej, pozdravljam takšno obeležitev, kot je danes, ko smo ji danes priča. Vem, da smo v obdobju 25. jubileja, torej okrogle obletnice, v našem temeljnem kulturološkem vzorcu Slovencev nekaj pač pomenijo celo več kot tiste, ki niso okrogle. In prav je. Nekaj jih je bilo že pred nami zelo pomembnih, nekaj smo jih obeležili, nekaj smo jih spregledali, ampak generalno bi želel naslednje poudariti kot pozdrav in tudi kritika takšnim dogodkom. Nažalost, tudi preteklih 25 let smo veliko več pozornosti namenili tistim, ki bi jih lahko imenoval častnim obletnicam. Veliko premalo pa, in zato imamo takšne probleme, da si tu postavljamo vprašanja z raznimi 30 skupinami, ne vem kaj, ne? To so res zelo huda faza že teh posledic, ne? Ker ne obeležujemo tistih drugih. Bom veliko bolj praktičen nazoren. Tu sedi predsednik VSO-ja, moji kolegi za tem omizjem in še marsikdo, ki ni enkrat samo od mene slišal, da predlagam, da bi se tudi kakšna posebna odlikovanja v ta namen oblikovala. Bom zelo konkreten. Torej, ena pomembnih obletnic, ki jo nismo obeležili, tudi če smo kaj o tem povedali, bi morali bistveno večjo pozornost zaradi tega, da bi ljudje stvari razumeli in ko bi imeli ustrezno informacijo, bi tudi zauzeli zagotovo ustrezno vrednostno oceno teh vprašanj in stvari poznali. Danes se pa tako dogaja kot tukaj pri teh vprašanjih. Torej, razorožitev Slovenije je zagotovo najtežji poizkus preprečitve nastanka slovenske obrambno-varnostne komponente, brez katere, si upam trditi, v končni fazi ne bi bilo samostojne Slovenije. O tem je Janez dovolj povedal in obnovil za razumevanje, ampak gre namreč za to, da bom zelo nazoren. Res je bilo nekaj primerov,
Jaz se spomnim 6 primerov upora poveljnikov, takratnih občinskih. Občin je bilo več, ampak do preostalih, mogoče 14, je vsega skupaj. To povelje še sploh ni prišlo. Ne? Torej, ki so se uprli te razorožitvi. Gre za veliko, za pokončno dejanje, vsakemu čast, dajem kapo dol, ampak v končni fazi, ker niso ta dejanja rezultirala v nikakršnem procesu upora, ki bi rezultiral v kakšni resni obrambi, strateški obrambi, ne? Mu ne pripisujem, ne vem, kakšen pomen ali še zlasti, ne moram temu dajati paralele, recimo za ustanovitvijo manevrske strukture, ki pa je bil proces nastanka slovenske obrambno-varnostne sile. Ne? No in recimo zdaj sem jaz šel iz plusa, kapa dol, ne vem, kaj še ne naredim, odlikovanja za plusi, ampak kaj je pa, takrat je Slovenija bila na lokalni ravni občinski razdeljena na 62 občinskih enot. Kaj pa z ostalimi, koliko jih manjka? Recimo 45, bom potegnil eno številko vmes. V 45 občinah se pa orožje predalo, celo suportiralo, podpiralo, konkretna imena so za tem in tako naprej. Ja, zakaj pa teh ne odlikujemo na tak način, da bi ljudje vedeli, da to ni bilo prav, vse ločiti na prav in narobe, ampak pomagamo tistim, ki jim je interes, da to zamočimo. Tudi deklaracija za mir je en od pomembnih poizkusov preprečitve, da bi se takrat smo že bili v fazi razvoja obrambe za zaščito, zavarovanje osamosvojitvenega procesa. Pa kljub temu je bil še en poskus narejen, ne? Iz tako visoke ravni, kot je vrhovno poveljstvo oboroženih sil, da bi se preprečil nadaljnji razvoj, da bi ta komponenta čim slabša, čim manj sposobna. Ne? In je danes recimo resnično tu za moje pojme namenjamo ustrezno pozornost. Še so kakšne stvari, ki jih danes ne bi vlekel vam konkretno, ampak generalno prosim, dajmo začeti, ker smo toliko v 25 letih namenili le počastitve pomembnih jubilejev, častnih jubilejev, mislim, da moramo zadevo nekoliko obtežiti in apeliram tukaj na vodstvo VSO-ja vsaj, dajmo ustrezno težo dati tistim drugim. In to ne z namenom, da bi koga karal, da bi koga obsojal, tudi sem takšen človek, to malo težko počnem, bi tudi jaz sam lahko rekel, bilo je, kar je bilo, ampak tu gre za veliko resnejšo stvar. V Sloveniji se bodo stvari, če politično spregovorim, normalizirali takrat, ko bo večina ljudi, večino prebivalstva, ali če hočete državljanki, državljanov, dojelo objektivno resnico. Objektivne resnice pa brez obeh strani ni možno dojeti. In zato smo prišli v blokado popolno na račun strašansko pomembnega obdobja druge svetovne vojne in po njem, ker se je to zamočalo, ker je bil korpus zgodovinske znanosti predvsem angažiran na potvorbi in ustvaritvi neke demagoške verzije o nečemu, kar tako ni bilo. Zdaj danes, kaj bo rešitev? Treba bo vse sprejeti v končni fazi. In šele to bo osnova in ljudje bomo morali to dojeti. Isto velja za obdobje osamosvojitve. No, če grem pa zdaj nekoliko dopolniti Janeza z konkretnimi primeri, ker sem bil pač tista oseba, ki je na sodnega dne prišel ravno do Janeza, ki je bil takrat sekretar oziroma minister za obrambo, ko sem se povsem na lastno iniciativo odzval na dogodek, ki sem ga kot očividec doživel razorožitve in v njem prepoznal prvi korak agresije jugoslovanske armade. No in tega obiska pri Janezu takrat se bom spomnil zagotovo za celo življenje, dokler bom živ. Mogoče pa še pozneje. Ja, tako sem odčasel vtisnil vame. Bi ga znal citirati, ponoviti, ampak je pa, hvala Bogu, nekaj premalo dokumentov smo pustili za sabo. Dokumentarec Operacija 2.1.13.62, ki je nastal leta 1992, izpod peresa javne hiše, RTV, da ne bo kakšen pomoten. Je vreden ogleda in vsebuje avtentična, verodostojna pričanja. No in v tem dokumentarcu je to povedano tudi, kar bom zdaj povedal. Nanaša se pa seveda na deklaracijo, ki je bila potem plasirana toliko in toliko mesecev pozneje. To so sami začetki. Mislim, da do 17. maja leta 90. In ko sem prišel, sprejel me v pisarni, 15-minutni strateški sestanek sva imela, poslušal je mojo razlago tega, kar sem videl, tudi pustil sem eno na roke napisano poročilo, ki je sestavni del bele knjige, ga lahko preberete. In šlo je pa za to.
Ko sem to razložil, me je Janez vprašal. In kaj nam je za narediti? Se spomnim, kot bi bilo včeraj. In odgovoril sem intuitivno, kot bi ustrelil iz topa. Nujno je treba spostaviti to, kar je oduzeto. To pomeni ustanoviti oboroženo silo. Od tu naprej je prišlo, tako rekoč vedno dnevo, še do povezave med nami tremi, ki danes tu sedimo. Janez je prenesel informacijo do Igorja. Dobili smo se, dobro vem, na poti v Kočevje. Prvič sem Igorja videl, smo se po prisedu Verenčlovarja v Velikih Laščah in tako so stvari šle naprej. No, ampak pogledajte, preskočil bom na deklaracijo, kaj piše. Mi smo seveda začeli in v tistem času nas ne rabi biti sram. Konec koncev mi tudi ne poudarjamo stvari, ki so morda bile iz legalističnega vidika sporne, ampak danes lahko ugotovimo v njih velika dejanja. In to je gotovo, če je ustanovitev manevrske strukture narodne zaščite. No, nikakršna ustava, ne jugoslovanska, ne bivše republiške, niso predvidevale ustanovitev kakšnekoli oborožene sile, ki bi ogrozila takratno državo, kaj šele takratni režim, partijski, preprosto moramo govoriti, da bomo ljudje to razumeli. No, mi pa smo šli v organizacijo tega, torej smo šli ilegalno, kakorkoli sta bila na tem in to na vrhu te piramide ustanovitve te dva človeka, ki sedita tu, za katera posod in kjerkoli nastopam, vedno povem, za mene usoden tandem slovenske osamosvojitve. Tako sem jaz to doživel in tako bom trdil vedno. Sta to politično odgovornost prevzela in vodila, usmerjala ta proces. Jaz sem ga operativno vodil, zasnoval in tudi pripeljal do konca. No, pogledajte, kaj pa in seveda, če nas kaj potrdi? Nas potrdi potem tisti vidni del vojne za Slovenijo, ko je prišlo do odkrite agresije, kajti vojna za Slovenijo ni trajala 10 dni. Začela se je z razorožitvijo, z uspešno operacijo jugoslovanske armade, s pomočjo Slovencev, izdajalcev. Če imate kaj še lepši izraz, mi povejte, jaz ga bom rad uporabil. Ne rad grdo govorim, ampak jaz ga ne najdem. Si tu ne nastopa praktično nikakršno ime, resno ime iz naslova kakšnih zvezdnih organov. Dal so befel, po domače rečeno. Ukaz je podpisal general Hočevar iz Kostanjevce doma, pustimo, da je seveda jugoslovanske akcije. Lastoročni je podpisal general Ožbor iz Belce pri Osilnici in tako naprej in tako naprej. Na dobro. Torej, samo befel je bil dan. Torej, če nas potredi, kaj lahko v tej pravilnosti naše odločitve, da smo toliko tvegali in šli to spostavili. Je to odkriti del vojne, ki pa je se začel 25. 26. junija in je trajal, kot se pač govori, 10 dni. Pa naj bo 10 dni, se nič hudega. Tudi to tudi tukaj bi rad nekaj pripomnil. Tako zlahka smo prepustili manipulatorjem, velikim manipulatorjem in večinoma njih je tudi podpisnikov deklaracije za mir, da so nam plasirali kot kriterij za zgodovinski uspeh in pomembnost nekega vojnega obdobja število dni. Ali če hočete let. Podobno, kot bi rekel, ta je bil na tej šoli 5 let. Mene ni to nikoli obremenilo, da bi a priori potem prijel, da je 5 let več od 2 let, recimo, ali pa 1 leta. Mene zanima, kaj se je naučil. Tu pa me zelo zanima, in predvsem zanima, kakšen je rezultat katerega obdobja. In tudi to smo močno nasedli in že fajn smo drsnili. Da smo kar sprejeli tezo, da pač, jaz bom to rekel grdo, kajti nimam časa, da bi podrobneje razložil, ampak grdi del tega manipuliranja je pač partizanščina, tako rečemo temu. Vsi imamo tudi pozitivni del tega, ki se lahko lepše imenuje. Tudi kakšen eno B, pa tako naprej. Kar naenkrat je revolucija poniknila. Vedno so šoli mogo povedati neločljivo sintagmo. Eno B je revolucija, kar naenkrat je nikjer ni bilo. Še danes table po Sloveniji pišejo, kjerkoli hočete. Govori o padlih za revolucijo in ne vem, revolucija bo revolucija do. Vse to smo nekako kupili, sprejeli, nismo uspeli zauzeti pravega gazda. Popraviti moramo ta gazda. No in pravim, vojna nas je potrdila, da smo bili na ta dan in v tene čar uspeha slovenske vojne za osamosvojitev, da smo prepoznali namen 13 mesecev pred vojno samo. In na tisti dan, ki je bilo treba, imeli pripravljen, spostavljen sistem, prilagojen in predvidena operacija na sprotne strani, da smo jih lahko tako učinkovito operirali. In tem je čar. In zato je tako malo mrtvih, zato je tako malo krvi in zato je tako malo bilo porušenega. In mene ljudje, tudi jaz hodim, kar predvsem po tribunah, rad se odeležim, se pogovarjam z ljudmi, včeraj sem bil na Škofijski gimnaziji, recimo. Pa mladi vprašajo, pravijo,
Se ni bilo mrtvih, se ni bilo ne vem kaj, kakšna pa je bila to vojna. Ne? Torej nasedajo in je splošno javno usiljen. No, in skušam poučiti, da ni to, ne more biti pač to kriterij. Ne? In pravijo, ja, kakšno pa bi bila vojna, če ne bi na njo bi pripravljeni? Ne? Kot pravite, mi rečejo, ne? Da je bil čar v tem, da smo pravočasno predvideli, se pripravili in potem parirali. Jaz rekel, in to tudi vam povem, generalno, moja interpretacija te hipoteze je takšna. Če kdo ne ve, kakšna bi bila situacija v Sloveniji, ko smo se spopadli z Jugoslovansko armado, ki nikoli več pozneje ni bila tako močna kot takrat, naj si pogleda film Angelina Jolie, Dežela medu in krvi. Jaz sem si ga pogledal in apeliram na ženski svet, pa še koga, ki je slabšega zdravja, naj tisti dan, oziroma pred filmom ne je. Jaz trdim, tako bi bila situacija v Sloveniji. In seveda, ves proces, tudi pozneje, ko sem bil na študiju v Angliji, ja, angleški oficiri so me pucali, prav vi se sploh ne zavedate. Vsa ta balkanska kalvarija se je začela pri vas in ste jo tako uspešno odbili od pravih Slovenije. No, in seveda, o deklaraciji pa rad povedal, ne? Mi smo spostavili ta obrambni sistem, da je bil tako učinkovit in da se lahko samosvito speljala. V deklaraciji je pa ponujeno, v času, torej februarja meseca, kje sem bil takrat? Bil sem poveljnik brigade Moris, ne 30 razvojne skupine. Temeljito sem preobražal režimsko brigado Edvarda Kardelja Krištofa v brigado za osamosvojitev Slovenije. O tem boste, letos se dogovarjamo, da boste v svoje nekoliko več izvedeli, tudi podrobne, kako to izgledalo. In v tem centru, kjer se je ta preobrazba prešila, je prej Janez povedal svojo izkušnjo. Kako mi je človek ga vprašal, zakaj se pravzaprav tle gre. Z moje strani in mojih sodelavcev so resnost, priprav, graditev bojne morale, kdo tega od poveljnikov ni probal. Zato je spravim, poznam generale vojne in poznam generale miru. Težko je generalu miru razumeti, kako vojaka pripraviš za vojno in biti seveda na čelu te formacije vojne. To je druga zgodba. Zato, če večina tega ni doživela, vam povem, eno najtežjih opravil možnih je ravno to. Kaj je pomenila preobrazba režimske brigade v bistvu, v poljudnem jeziku povedano? Iz enote vojaških obveznikov, prisiljenih, instrumentaliziranih, 2500 ljudi približno, sem do vojne ustvaril vojaško formacijo približno 1100 ljudi, torej jo reduciral za debelo polovico, ampak ustvaril brigado prostovoljcev, ljudi, ki so hoteli. In tukaj smo razložili partijo, da ta enota ni bila njihova in niso mogli več z njo operirati, manipulirati naprej. No, in sem dobiš potem, lahko prebereš v časopisu en stavek, s tem bom jaz zaključil moj del, ne bi več podrobnosti razlagal, kjer piše, citiram, tudi če Republika Slovenija ustanovi še tako močno vojsko, se v tem ne more meriti s sosednjimi državami. Čakajte, si tukaj še država ni bila, ne? To je malo nerazumno napisano, ne vem. Ne? Moramo si sam predstavljati, kaj so hoteli povedati. Kajti država smo formalno postali nekaj mesecev pozneje. Poleg tega pa bi vojaški spopad na slovenskem ozemlju za Slovenijo pomenil katastrofo. To dobiš v enem centru v časopisu, kot je Janez povedal. In še ena mala anekdota, sem se jo spomnil, pa bom res tu zaključil. Je bila pa še pred tem, torej trdim, par poskusov je vidnih prelomnic, poskusa preprečitve nastajanja obrambno-varnostnega sistema za osamosvojitev Slovenije. Se je pa vmes kar kontinuirano to dogajalo, kar permanentno kontinuirano to dogajalo. Glejte en primer. Nekje v juniju mesecu smo začeli za disperzijo enega skromnega centra oborožitve iz Gotenice, Kočevske reke, v slovenski prostor. In seveda nisem mogel drugače, kot načelnik govorim, takrat manevrske strukture, bilo je oblastem skrito, narejeno, to organizirati, da so tja prihajali civilni kamioni, ja, jugoslovanski, ali pa pustimo, to so seznamljive tebe, ja. Narediti, kot da sem organiziral, da so tja prihajali posadke, 4-5 ljudi, šlo je za preprosto natovarjanje kišt z oborožitvijo, stačene v kamionsko kabino, malo si dramaturško moramo to predstavljati, kako je to zgledano, in seveda razne cerade gor, Belsada, ne vem kaj, iz Primorske, kakšna Pomurka, vse drugo sem nič vojaškega. No in pričanje, izpoved posadke, ki je k meni prišla iz Severno-Primorske.
je bilo takšno. Vozili so se iz Cerknice čez Boncar proti nam, proti Kočevju, Kočevski reki. S tem namenom, da utovorijo ta kamion, da peljejo kontingent orožja v svoj prostor. In pravi, kot miške tiho, mučno, ob 3:30 poslušamo poročila osrednjega radija in seveda eden od teh politikov, ki se točno ne spomnim, ne bi rad na to celoval, ampak zagotovo je med podpisniki deklaracije, je seveda v parlamentu v neki razpravi na veliko pozivo v tem kontekstu, da je kakršenkoli odpor jugoslovanske armadi v primeru posega nesmiselen, brezupen in tako dalje in tako dalje. Tudi te ljudi so prvo, ko so tja prišli, tudi organizator, vam povem, moramo se vživeti v človeka, ki je njih organiziral, v civilu, jih prepričal, da je to nujno potrebno narediti. Krepko so se z molkom spraševali, zakaj se pa zdaj gre. Oni pristali na sodelovanje ilegalno, vemo, kakšne posledice bi nosili za tako dejanje, vrhunski politik iz slovenske skupščine pa poziva, da ne smisel, kar delamo. Tako je to zgledalo. No, bo še pozneje kaj povedal, če vas bo zanimalo. Hvala. Zaradi vašega poveljevanja, moj brat Gustav Živ, ki je takrat branil na Negledu, tako da se vam iskreno upravičujem, ampak so poglavje, o katerih res premalo vemo. Gospod Bavčar, notranji minister, ste bili eden glavnih, eden poglavitnih, še vaš pogled na tak čas in tudi na to deklaracijo za mir, kako je zarezalo v tisti trenutek. Hvala lepo, pozdrav vsem skupaj. Morda bi osvetlil, bom rekel, tiste okoliščine, v katerih je do tega predloga in potem tudi do objave in podpisa te deklaracije v resnici prišlo. To je bil februar, 6.7. februar leta 1991. Takrat smo bili v slovenski politiki soočeni z neko dvojnostjo. Na eni strani je bila ta plebiscitarna obveza, ki je pritiskala na slovensko politiko kot celoto, ne samo na vlado, pač pa na slovensko politiko kot celoto. Ta plebiscitarni izid glasovanja je bil seveda nek mejnik v zgodovini slovenskega naroda, mimo katerega ni mogla nobena politična sila, ni nobena politična stranka. In tudi nihče ni skušal takrat več odkrito temu nasprotovati. Pač pa se je nadaljevalo, bom rekel, neko prikrito in neko potalno nasprotovanje tej zavezi, ki je bila sprejeta na tem plebiscitu. Vi morate vedeti, da je takrat en del, naš del Demosove vlade, imel za sabo že praktično 7-8 mesecev uspešnih priprav. Za nami je bila ustanovitev manevrske strukture manevrske strukture narodne zaščite. Za nami je bila uspešna preobrazba določenega dela policijskih struktur v posebnih enot, vojaških enot. Specialna enota policije je bila neposredno podrejena meni kot takratnemu ministru za notranje zadeve. V skupščini je bil že sprejet zakon, s katerim se je manevrsko strukturo legalno preneslo pod slovensko ingerenco v teritorijalno obrambo, če ne govori Janez. Za nami je bil že začetek rednega usposabljanja velikega števila pripadnikov, o čemer je govoril Tone. Se pravi, nastajala je neka realna sila. Nekateri pomembni segmenti te bivše oblasti so zgubljali na Jaz sem v tistem času uspel, mislim, da po 4 oziroma 5 mesecih dobiti novega direktorja varnostno-informativne službe. Razformirano je bila stara služba državne varnosti v vseh ključnih segmentih. Jaz sem takrat upokojil nekaj 100 pripadnikov bivše službe državne varnosti. Prepovedana je bila uporaba prisluškovalnih naprav. Jaz se dobro spomnim, ko sem mi dal spisek čez 400 uherjev, to so, dobro jih poznajo novinarji, to so bili najkvalitetnejših magnetofonov, ki jih imela služba državne varnosti v tako imenovanih umestnih delilnikih na poštah.
Namreč vsaka pošta je morala imeti v svojem načrtu gradbenem tudi sobo za službo državne varnosti, jaz sem tako zaprl. Se pravi, da ta neformalna struktura, partijska struktura, komunistična oblast ni imela več upogleda v delovanje ne samo ključnih segmentov te slovenske družbe, ampak tudi ne v celoten sistem obrambnih, varnostnih in varnostnih priprav. Vi veste, to iz Omerzovih knjig zelo jasno sledi, da je bilo leto 1989 tisto, kjer je služba državne varnosti opravila največ preverk v celotni svoji zgodovini. Mislim, da čez 110 000 nekaj tazga je bilo. To se je naenkrat ustavilo. V tistem času je, se pravi, na eni strani v tej Demosovi oblasti zelo jasno so se vzpostavile nekatere strukture, ki so to plebiscitarno zavezo vzeli zelo zares in tudi v tistih razmerah, v tistih okoliščinah, ki so nam bile na voljo, smo poskušali seveda to absolutno vzpostavljati. Na drugi strani je ta ista Demosova struktura v februarju, že v januarju, februarju, trpela za neko siceršno počasnost v pripravi na osamosvojitev. Mi v resnici nismo imeli neke dinamike, niti v takratni vladi, niti ne, kaj šele v takratnem parlamentu. Mednarodna situacija je bila izrazito nenaklonjena tem poskusom. Opozorila so ves čas deževala z vseh strani, opozicija je aktivno delovala proti in praktično ni zamudila nobene priložnosti, da ne bi v svojih mednarodnih kontaktih, ker je povedal tudi Janez in zelo nazorno pokazal, govorila proti temu, da je pač za tem projektom nekaj posameznikov, ki seveda si popolnoma zgrešeno predstavljajo, kako ne bi ta zadeva nadalje zgledala. Jaz se spominjam obiska ameriškega veleposlanika Zimmermana pri meni, ko mi je rekel tako dobesedno podcenjujoče: gospod minister, vi ste še zelo mlad, nikar si ne ženite zelo k srcu, ampak te vaše samostojne države Slovenije nikoli ne bo. Odprto, s temi besedami. S temi besedami je bilo takrat to slišati z ust veleposlanika ene najvplivnejših, največjih držav v mednarodni skupnosti zelo, zelo jedko in zelo pikro. Ampak en velik del slovenske politike se je v veliki meri, da ne rečem jugoslovanske, zanašal prav na to nepripravljenost mednarodne politike na naše korake. Do prvega resnega preboja v Demosovi politiki na tem čist praktičnem delu priprav na osamosvojitev je prišlo šele marca oziroma aprila z znanim zasedanjem vodstva Demosa na Brdu, kjer so bile potem formirane delovne skupine za osamosvojitev, kjer je vlada stopila v nek proces formiranja zelo jasnih zavez in seveda tudi natančnih priprav teh osamosvojitvenih korakov, ki pa so kljub temu trpeli še v veliki meri za neko, bom rekel, neizdelanostjo. Zelo težko je bilo takrat razmišljati, misliti te ključne korake, ki jih je bilo potrebno narediti. Neposredno pred to deklaracijo, se boste spominjali, je bil znan vdor Miloševićeve Srbije v monetarni sistem. Mislim, da so takrat iz zvezne, oziroma iz tega sistema potegnili, mislim, skoraj da $1,5 milijarde ameriških dolarjev. Pa kljub temu, bom rekel, kljub vsem tem korakom, ki so evidentno kazali, da je ta čas, bom rekel, nekega sodelovanja, za katerim je pledirala takratna zveza komunistov, definitivno mimo, je tudi znotraj Demosovih struktur, ravno tisti, ki so bili podpisniki deklaracije, bilo zelo težko prepričati, predvsem v tem finančnem aspektu osamosvojitve kogarkoli in dokumenti, ki sem jih jaz dobil, ki sem vodil te skupine in ta projekt, so še do samega konca kazali na to nedorečenost, neodločenost slovenskih finančnih oblasti, zato da bi, bom rekel, naredile ključne korake. Mislim, da je zaradi tega ta čas, ki je bil izbran za to deklaracijo, bil natančno odmerjen. Bil je čas po plebiscitu, pa vendar čas, v katerem ni kazalo
da je ta slovenska politika sposobna znotraj svoje izvršne oblasti formulirati zelo jasne korake na poti k osamosvojitvi. Ob tem napadu na obrambne zakone, na finančne zaveze, ki so se takrat sprejemale in so bile sprejete šele marca, kot je rekel Janez, ob tem, da je bom rekel, bila jasno prisotna neka velika zadrega pri tem, kako formulirati ključne korake pri osamosvojitvi. Ne samo v tistem deklarativnem delu, ki je seveda do zadnje ure vlekel spremembe ustave v zvezi z grbom, zastavo in tako naprej, ampak v tistem faktičnem delu, ki je zadeval ključne atribute državnosti, nadzor nad vlastnim ozemljem, prebivalstvo, zakone o državljanstvu, zakone bom rekel, teh ključnih atributih vsake državnosti, vse to se je sprejemalo dobesedno v zadnjih minutah. V veliki meri, prav zaradi tega, ker je bila ta pritisk tistega dela slovenske politike, ki se je čutil zavezanega k Jugoslaviji, k temu, da ustavi ta proces, ki se je takrat začel, ta pritisk je bil seveda enormen. V resnici, ko se danes oziram nazaj, moram reči, da ga takrat morda nismo čutili, vsaj osebno, prav zaradi te svoje velike vere v projekt, v katerem smo sodelovali in ki smo ga vodili. Ko danes pogledam nazaj in ko vidim vse te dokumente, na katere takrat niti nisem bil pozoren, nekaj časa nisem imel, da bi bil na vse to pozoren, potem mi je danes, seveda zgledajo ti naši koraki še toliko bolj veličastni in še toliko bolj uspešni, kajti v tistih okoliščinah so bile težave v največji meri in najtežje prebrodljive težave, ravno tiste, ki so si jih povzročili sami Slovenci med seboj. Z tega stališča sem danes razočaran na tem tudi, kar se danes dogaja, ne samo zaradi preteklih dogodkov, ampak zaradi tega, ker se mi zdi, da zmaguje v sodobnem času politika, ki je takrat nasprotovala slovenski osamosvojitvi. Ključne reforme niso bile izpeljane. Demosov sestop po 2 letih je bil prezgoden zaradi naše, lahko bi rekel temu, naivnosti in bom rekel, nepripravljenosti, da bi znotraj sebe našli dovolj moči, da potegnemo ključne reforme naprej in da postavimo slovensko državo v bok razvitim evropskim državam z vsemi ključnimi reformami in atributi, ki bi jih ta država morala imeti. In v tem kontekstu je deklaracija za mir z februarja 1991 pravzaprav deklaracija, ki jo visoko na zastavi nosijo tisti, ki seveda v tej Sloveniji ne pustijo, da bi zaživela svobodno. Gospod Bavčar, zdaj, če imate vi kakšno vprašanje, kar pogumno za naše 3 goste. Mene zanima, koliko je pa podpisano ustavo. Mene zanima, kdo je prvo podpisani, oziroma prvih 10. In koliko je pa podpisnikov? Še več? Koliko tisoč? Ali 100 000? To mogoče veste. Samo nekaj bi rekel, takrat je bila izvedena anketa o tej deklaraciji. To sem zasledil zadnjič, ko sem brskal po razkalu po spletnem in nisem tega vedel, oziroma pozabil sem, samo 15% ljudi je bilo za to, da se ta deklaracija dejansko izpelje. Glede, namen deklaracije ni bil, da se množično podpisuje. Ne? Namen deklaracije je bil, da pravi ljudje to podpišejo. Ne? Se pravi, tisti, ki so o teh vojaških stvareh pravzaprav odločili. Lahko bili samo 3 podpisi, ne 4, samo 3, se pravi večina vrhovnega poveljstva in stvar bi dosegla svoj namen. Ne?
kdorkoli je še kaj dodal, podpis je pač bil neka majhna dodana vrednost. Ne. Tudi mediji niso poročali o tem, koliko tisoč ljudi je podpisalo, ampak kdo je podpisal. Ne. Iskali so imena in priimke in to je bilo uničujoče. Ne. Se pravi, 4 člani vrhovnega poveljstva, 2 podpredsednika vlade, finančni minister vlade, veliko poslancev, ne, tudi nekaj poslancev Demosa moram zelenih, ne, je to podpisalo, ker je njihov predsednik Dušan Plut to podpisal, so pa tudi nekateri poslanci in so glasovali proti tem ključnim zakonom. Ne. Tako da tista Demosova večina 12 glasov, ne, ki je imel v skupnem seštevku vseh 3 zborov, je skopnela potem na 1 do 2 glasova. Ne. Če bi 2 zvolela takrat, ne, ali jih avto povozil ali pa karkoli bi se zgodilo, gledajte, ne, če bi danes govorilo o 25. obletnici po samosvojitvi. O 25. obletnici deklaracija zagotovo, samosvojitve pa ne. Tule ima vprašanje tudi gospod Lojze Peterleja, ali kje je mikrofon, ne vem. Hvala lepa, dobro večer. Jaz sicer nimam vprašanja, imam pa nekaj dodatkov, če tako rečem, glede na to, da smo ta čas takrat skupaj skupno odgovornostjo doživljali in bi rad dal nekaj komentarjev in začel bom z deklaracijo samo. Tam not je zanimivo, je že to na to upozoril, govori se o sosednih državah. In bom zdaj naredil neko, čisto da niso bile nobena grožnja, paralelo z vsebino obiska mojega v kliničnem centru, ko sem šel obiskat vojake Jugoslovanske ljudske armade, ki so bili tam ranjeni, ležali, in sem jih vprašal, kaj so jim rekli nadrejeni, ko so šli v tanke. In so mi 3 povedali, da so jim oficiri rekli, da je bila Jugoslavija napadena z severa in zahoda, od sosedov. No, vidim eno majhno paralelo, ki je tak poudarek na vojaški močki sosedov. Drugače bi vam rad pa povedal, da ni nobene podlage za to, da bi kdo razvil tezo, da se ta deklaracija dogodila po kakšnem taktičnem dogovoru, da bomo zavarivali protivnika. Torej, tako daleč taktika ni šla, to se je zgodilo pač nekje drugje, bilo že precej pojasneno. Tvegal bi domnevo, da je mogoče to ravnanje po plebiscitu, namreč zavedajmo se, da se je to nasprotovanje razvilo po izraženi volji ljudi za samostojno Slovenijo, da je tak političen izraz v Beogradu mogoče prispeval komentarju, ki sem ga slišal po mojem obisku pri predsedniku Zvezdnega kolektivnega predsedstva Joviču, ko je nekdo v kabinetu rekel, još jedna slovenska ali slovenačka deklaracija. Torej, mogoče je ta deklaracija prispevala k podcenjevanju naše pripravljenosti na obrambo. No, to je ena mala domneva. Rad bi dodal tudi to, da 2 od teh, ki sta bila v vladi, sta vlado tudi zapustila. En podpredsednik je ostal. In rad bi glavno piko sem si tu. Hvala, gospod. Hvala za besedo. Tukaj sem kot predstavnik tiska Gašper Blažič iz Demokracije. Tu me pa zanima v zvezi s, ali je bilo takrat tudi kakšen razgovor v koaliciji Demos po podpisu te deklaracije za mir, ker vemo, podpisan je bil gospod Dušan Plut, predsednik Zelenih in član predsedstva, potem sta bila tu gospod Menzinger, ki je bil, mislim, da je bil član socialdemokratske stranke. Kot vemo, da je bil predsednik te stranke, je bil gospod Pučnik, ki je bil motor osamosvojitve.
Potem sem pa tu, ko sem listal belo knjigo, pa sem najdel še en zanimiv podpis, tu je bil naveden tudi neki predstavnik mladih krščanskih demokratov, mislim, da bo to bolj neka posamična akcija, zanimiv, do kakšnih razgovorov je potem prišlo, verjetno tudi do kritičnih znotraj koalicije. To me zanima, če ste se potem o tem tudi kaj pogovarjali. Hvala lepa. Ja, tukaj lahko verjetno vsak zase pove, ne, Lojze, pa zase. Zdaj en prvih, ki je potem, ko je bila ta deklaracija najavljena, klical mene je bil ravno Jože Pučnik. Ne. Takrat ste še ni vedel, da bo podpisal tudi Jože Metzinger. Ampak Jože Pučnik je brez kakršnekoli megle natančno videl, kam ta deklaracija meri. Njemu je bilo popolnoma jasno. In bile so razprave, dajmo so absolutno. Bil sem zraven, ko je bil Metzinger vprašan, zakaj to podpisal. On je v svojem stilu rekel, jaz sem to podpisal, so mi prinesli, sploh nisem prebral. Kar seveda ni bilo res, ker nekaj kasneje on iz vlade, kot je že Lojze rekel, izstopil. Izstopil pa je, ker je rekel, da ne verjamem v ta projekt osamosvojitve. In zato neverjeti je bil kasneje bogato nagrajen, tako in drugače. Vse do rektorja Ljubljanske univerze. Predstavljate si, da bi bil rektor največje berlinske univerze nekdo, ki bi rekel, da ne verjame v združitev Nemčije, recimo, po padcu berlinskega zidu. Nikoli, ne. Pri nas pa je to vse obrnjeno pač narobe, ne. Zdaj sem že prej rekel, da so to podpisovali seveda tudi nekateri, rekel, iskreni mirovniki, kot je Marko Hren, recimo, ki že danes to brani kot civilno-družbeno dejanje in jaz sem to priznaval. Ne? Če bi bil nekdo pač skozi za tako držo in tako dalje in imel nobene odgovornosti, potem demokracija to dopusti. Tudi to, da so nekateri politiki opozicije to podpisovali, ne, to že ni veleizdaja, ker če niso imeli na sebi odgovornosti. Ne. Vsak je pa imel neko državno funkcijo. Ne. In sem sodijo tudi poslanci. Pa te svobodne volje, da bi po plebiscitu podpisal takšne stvari, ni več imel. Ne. Bi pač moral odstopiti prej. Ne. Pa bi pač potem kot državljan to podpisal in ne bi mogli govoriti o nekih terminih iz kazenske zakonodaje, če hočete. Ne. Tudi nasploh, nasprotovanje slovenske osamosvojitvi je bilo kakorkoli, bo kdo rekel, da se to čudno sliši, ampak v tistih časih, ko se je podpisovala Malniška deklaracija leta 1989, ko je bila Slovenija pač na nekem razpotju in smo se politično delili za osamosvojitev proti, vsak je imel o tem svoje mnenje. To je bilo legitimno, bile pač politične razlike, s to politično razliko smo šli tudi na volitve. Ključna točka programa Demosa je bila samostojna Slovenija, suverena Slovenija, na drugi strani so bile bivše družbeno-politične organizacije, ki so se prelevile v stranke in ki so prisegale na temeljno listino, ker je pisalo, da bo Slovenija še vedno v Jugoslaviji in v okviru demokratičnega socializma. Vemo, kaj to pomeni. Ne? In ampak to je bilo legitimno. Ne? Na volitve smo šli vsak svojim programom, pač ljudje so dali večjo težo Demosu. Ne? Če bi tudi zbor združenega dela volili demokratično, bi imel Demos dvotretinsko večino, ampak zbor združenega dela nismo volili na podlagi splošne volilne pravice, ampak samo v združenem delu, se pravi v temeljnih organizacij združenega dela takrat, ker Demos ni mogel imeti svojih strank in list. Tam je bila samo stara partija in sindikat in so oni tam dobili 80%, še več, ampak potem so nekateri prestopili tistih, ki so bili izvoljeni na teh njihovih listah. Skratka, če bi bile volitve dejansko fair, poštene in svobodne, bi Demos imel ustavno večino. Ni imel zato, ker so samo 2/3 skupščine volili na podlagi splošne volilne pravice. Tako da tiste prve volitve, za katere zdaj skozi slišimo, da so bile svobodne, demokratične in sploh
Niso bile nič od tega, bile so večstrankarske, bile so svobodne v 2 tretjinah, ker smo samo 2 tretjini skupščine volili svobodno, ne? In niso bile fair, ker so bile vse volilne komisije sestavljene več ali manj tako kot prej, ne? Iz članov ene grupacije, še posebej v mestih in tistih, ki ste bili takrat izravno, veste, kakšne težave so bile ponekod pri nadzoru. Ampak še posebej, ko je šlo za volitve v predsedstvu. Ampak na splošni ravni pa seveda ni možno zahtevati od tistih stran, ki so bile proti samostojni Sloveniji, so izgubile na volitvah, da bodo potem pa spremenile prepričanje. In je tudi njihovo zagovarjanje Jugoslavije, če hočete, bilo legitimno do neke točke. Ne? Ta točka je pa plebiscit. Čim je pa 9 od 10 prebivalcev Slovenije reklo, da želimo živeti v samostojni Sloveniji, potem pa pač v demokraciji tisti, ki to ne verjame, ima pa državno funkcijo, ne? To ni več rezultat volitev, ampak je rezultat ljudske volje, mora odstopiti. Ne? Ampak nihče ni odstopil. Delali glasovali so pa proti. Ne? In to je problem, ne? To pa je stvar onkraj. Če si vrhovni poveljnik obrambnih sil, 5 mesecev preden pričakuješ agresijo, pa podpišeš ta papir, ker piše, da je obramba nesmiselna, vsak spopad je katastrofa, Slovenija ne potrebuje vojske. Na tvojih tleh je pa 30 000 oboroženih pripadnikov nepotencialnega agresorja, z več kot 500 oklepnimi vozili, z 250, v dosegu 250 bojnih letal. Potem pa je to druga stvar. Potem pa to nič drugega kot veleizdaja. To je bila veleizdaja, in ker se to ni tako imenovalo in tretiralo, ker se je verjelo, da ko se je vse srečno izteklo, smo vsi prijatelji in vse bo v redu in da smo vsi drugačni in je bilo naivnosti toliko, da bi lahko izvažali še na druge planete, se je v nekaj letih stvar obrnila. In ni bila več vrednota osamosvojitev, iz oboroževanja in opremljanja slovenske vojske, ki so jo oni pomagali razorožiti, so naredili trgovino z orožjem, iz prizadevanj, iskrenih prizadevanj, recimo Demosovih poslancev, ki so jih zasmehovali takrat po medijih in tako naprej, so naredili malo da vaške posebneže. Se ne spomnim, da bi dobil posebej nagrajen. Iz tistih, ki so veliko tvegali in tudi neposredno merljivo prispevali k uspehu, so naredili pozabljene ljudi, ki danes še sami pravzaprav nekateri ne vejo, kaj se dosegli. Zdaj prej to ne govoril o teh pomanjševalnicah ali pa poslabševalnicah. To ni bilo nič menih žrtev, ničesar. NOB, to 4 leta vojne, veliko žrtev, krvi in tako dalje, tiste je bila vojna, to pa je to. Zdaj bo svoj izdal še en zbornik, ki ga tudi sicer nimam, to je Vojna za Slovenijo. Če ste vzeli v roke tisti zbornik, boste videli, da je ena sama enota, to je brigade, drugi izvidniški vod Morisove brigade, ko je zajel tole vojaško skladišče v Borovnici, pri Borovnici. Tam zapleno več vojaškega orožja in materiala in sredstev, kot se partizanske enote v vseh bitkah v 4 letih vojne. Zdaj, po preverljivih podatkih, in tudi v tej knjigi v knjigi Vojna za Slovenijo so vsi izbrani, so enote slovenske policije in teritorialne obrambe v prvih 5 dneh spopadov neutralizirale več kot 5000 pripadnikov JLA. Hvala Bogu se jih je večino teh predalo ali pa so bili ujeti. Mrtvih in ranjenih je bilo relativno malo. Od skoraj 5000 ujetnikov je
je bilo več kot 500 častnikov in počastnikov, oziroma oficirjev in podoficirjev JLA in enote so bile nesposobne za boj njihove po tem. Vse partizanske enote v 4 letih vojne, po njihovih uradnih podatkih, so, bom uporabil vojaški izraz, neutralizirale nekaj čez 3000 okupatorskih vojakov. V 4 letih nekaj čez 3000, če se odšteje tisti masakr že po 9. maju 1945. So po tem času pobile skoraj 5000 Slovencev. Tako da, zdaj, ko pogledamo pa te primerjave, potem pa je še bolj jasno, odkje je ta bes za to, da se vojno za Slovenijo omalovažuje, da se pravzaprav tako in drugače promovira vse, kar je bilo proti. Vse, kar je bilo proti slovenske osamosvojitve. Kjerkoli pogledate, ne samo na politike, tudi če pogledate na področje kulture, novinarstvo, kjerkoli. Napredovali so tisti, ki so bili takrat proti. Celo nek mlad študent, ki je v študentsko tribuno takrat napisal, da osamosvojitev Slovenije bi bila katastrofa, saj kje, v kateri reprezentanci bodo potem nastopali slovenski športniki. Celo ta danes vodi odmeve na nacionalni televiziji. Ni da ni. Hvala lepa za vprašanje, mogoče, dragi gosti, še kakšna spodbudna misel ob koncu. Imamo še čas za odgovore? Še? Potem pa prav. Potem pa še dve vprašanje. Aha, še 3. 3 je dnevno. Ja, sem Janez Kepic. Bil sem knjižničar v tistih dnevih, ko se je vse dogajalo na tisti čas zbirati opozoril, da nisem imel časa spremljati dogajanje, ker sem pač veliko dela. Dobro se pa spominjam, da je bilo izjemno nevarno. Spominjam se, kako je en avion preletel Ljubljano, jaz sem se pa ljudje smo se pa zatekali v tiste podhode na železniški postaji. Potem bi pa, ko je bilo zdaj po televiziji govorjeno, bi rad opozoril samo še tole. Jaz se izjemno dobro natančno spomnim dveh takih drobnih detaljev. En je bil nastop gospoda Janše na televiziji in to je bilo na vsak način za ohraniti. Ko je enostavno rekel, vojno imamo. To se je zelo dobro spomnim. Jaz sem oči šokiran, sem rekel, a res, a ne? To je bila ena stvar, tam je popolnoma jasno, da je bilo v teh stvarih. Tist posnetek bi bilo na vsak način za ohraniti. Potem druga stvar je, ki se jo tudi izjemno dobro spomnim, te dani prezaposlenosti je bilo pa to, ko je gospod Peterle na enem srečanju z kjer je bil Markovič zraven in je on grozil z jugoslovansko armado, se gospod Peterle niti ni hotel pogovarjati, mu odgovarjati na te grožnje, ampak jaz sem naredil tako prijetno. Ne bom se pogovarjal o tem. To bi bilo, ta posnetka sta tako prepričljiva, se pravi tisto vojno, imamo pa tale posnetek z gospodom Peterletom, da kaj bolj prepričljive, jaz ne vem. Takrat pa hvala vam srca. Prihpevam telefon. Moja zadeva je zelo enostavna. Ni bilo sledišče Plešivca, pa Nanje Gorica, ampak je bila Lordenca. Ampak da se vrnem nazaj. Vsi mislite, da se zadeva začela leta 1991, da ste postali državljani. Jaz nisem postal državljani 1991 kot prva zadeva. Druga zadeva je, vemo, kakšna je bila zadeva glede amadmaja ustavnih zakon, enostavna listine, ostalih mednarodnih sporazumov in ostalih, kako bi rekel, dokumentov. V tem trenutku lahko rečem, da je problem pravne države, mislim, da bo hmalo Ljubljanska banka spet za 11 milijard se zadolžila in ljudje bojo to plačali. Vprašanje pa sledeče. Glede na to, da je nedvoumno in jasno opredeljeno, da se je Republika Slovenija odcepila, potem je vprašanje, kdo nos nasledstva
In glede na Brionski sporazum, kjer jasno piše, da se vrne vsa orožje in imovino, pričakujem, da nekdo naredi vindikacijo, ne glede na vse falsifikacije, pa kaj so mi zgodile. Hvala. Glede nasledstva obstaja mednarodni sporazum, ki je ratificiran Slovenija naslednica, je upravičena do nekdanjega skupnega premoženja, to mednarodno priznano, res pa je, da smo ga bolj malo dobili. Odplačujemo pa vse dolgove bivše Jugoslavije. To pa imamo, tako da to ni problem. Vprašanje pa je seveda, kakšna bila cena, če se ne bi odcepili. Poglejte bruto domači proizvod. Slovenije, Hrvaške recimo in Srbije. Slovence je 2 milijona, Hrvatov 4,5, Srbov 8. 9. Zdaj, kljub vsej tej krizi in neskoriščenim priložnostim, ki jih imamo, je še vedno naš BDP tam 36-37 milijard. 2 milijona ljudi toliko ustvari. Še enkrat več Hrvatov ustvari glih tok, pa 4 več Srbov ustvari glih tok. Tako da, Milošević je, ko je potegnil to zavoro napredka v Srbiji, pač hendikepiral vsaj eno generacijo. Slovenija bi bila ravno tam, če bi se še naprej skupaj z njimi kotalili tem balkanskim kotlom, tako da tukaj je. Tukaj, hvala Bogu, vsaj tega ni slišati, da bi nam bilo boljš, če bi ostali v takratni Jugoslaviji. Govorijo, je bilo včas boljš, no vem pa ne pravi, bi bilo boljš, če bi ostali, ker to ni možno reči, ker ti znani več, ker je razpadlo. Tako da vsaj do tle še nismo prišli. Ni pa rečeno, da se ne bo tudi kakšen tak junak pojav. Zdaj prej voditeljica rekla, da se opravičujem, da treba povedati, če kaj optimističnega, ob koncu. Jaz mislim, da je zelo optimistično že to, da se o tem končno pogovarjamo. Mislim, da je optimistično to, da so ti dokumenti izbrani. Ko sem jaz o teh stvareh pisal v premikih, so mnogi rekli, ja, tako se pač ti spomniš, teh dogodkov, to je, čeprav je bilo ogromno dokumentov tudi tam in zelo natančno stvari opisane in rekel, zelo v rokavicah tudi. Mnoge, ker smo takrat verjeli, da bomo pač Slovenci ne glede na preteklost končno delali skupaj in tako dalje. To so ravno tisti, ki bi si morali tega najbolj želeti, rekel, pol to najbolj sabotirali. Ampak skozi je bilo možno slišati očitke, to ni objektivno. Ti dokumenti, ki so tukaj noter, so objektivni, taki so, kot so takrat nastajali. Zaradi tega, za to knjigo tudi ni bilo nobene polemike doslej v slovenski javnosti. Bila pa je, rekel, popolna cenzura. Ni tega pomembnega dejstva iz te, rekel, 500 strani debele knjige in nobeno srednji slovenski medij ni izpostavili pa ga kakorkoli problematizirali ali odgovarjali na. Nobeno teh, ki so tukaj našteni, se ni oglasil. Ker je tudi težko komentirati svoje lastne besede, če gre recimo za nastope v takratni skupščini. Zdaj, te knjigi so poročila praktično vseh občin, glede razorožitve. Z imeni, priimki, točno piše, koga so pravočasno obvestili, kdo bi moral ukrepati, pa ni ukrepal. Izključno dokumenti. Nobene reakcije na to knjigo, pa mislim, da je šla že pred 7 leti. Ampak, ko je to enkrat zbrano, tega ni možno zanikati. Kerkoli zgodovinar,
ki so v teh časih in mimo teh dejstev, bo slej ko prej postavljen na laž. In vsak, ko to prebere in te stvari pove naprej, pa tudi če samo sosedu, dela za resnico. In stvari so da počas postavljene nazaj v prave okvire. Več bomo to delali, prej se bo to zgodilo. Še eno vprašanje imamo, kar izvolite. Če dovolite, bi priliko izkoristil in se vam od srca zahvalil za to, kar ste naredili za to državo. Bravo! Vi ste to državo osamosvojili, oni, ki so bili proti, so je pa del ugrabljeni. In to je bilo vse nevinno. Hvala lepa. A lahko besedo glede Brionov, ki je bilo vprašanje? Zato je bilo zdaj pojasneno, ampak zelo redko o teh zadevah govorimo in jaz mislim, da je prav, da osvetlimo tudi ta del. Jaz vem, kako je to izgledalo, ker sem bil tam zraven v slovenski delegaciji, ker so bili še Kučan, Bučar, Rupel, Drnovšek. In mi smo takrat na tistem kraju pač bili priznani kot partner, ki je pod medijacijo Evropske trojke, Van den Broeka, Game in Žaka Posa, peljal ta proces, ki se je zaključil s sporazumom, ki je bil težak in ga je bilo do neke mere težko razlikati zlasti trem ljudem, ki sedijo tukaj, ker smo šli, kar se vojaškega vidika tiče, bi rekel, nazaj, tako rečem, ne, dali smo nazaj nekaj, kar smo imeli že v rokah, vendar se je izkazalo, da za tem dogovorom, za katerim je Evropska zveza, oziroma so njeni predstavniki stali do pike, kot je rekel Van den Broek, ker je Beograd je hotel še spreminjati, zadeve je rekel, ostalo bo točno tako, kot smo zapisali, niti vejce ne bomo spremenili, in da so držali to besedo zelo pomembno. Mi smo zadržali osamosvajanje oziroma izvajanje zakona za 3 mesece, vendar zadaj ni bilo tega, kar še včasih slišimo današnje dni, da je hotela Evropska zveza te 3 mesece izkoristiti za to, da nas potisne nazaj v Jugoslavijo. Za dokaz navajam dejstvo, da sem se en mesec potisnem, se pravi, 2 meseca sta še trajala do konca takega moratorija, srečal zasebno s kanclerjem Kohlom v Avstriji v hiši, kjer je on dopustoval, in sva šla v družbi avstrijskega generalnega intendanta Gerta Bacherja v nekaj urah pogovora natančno skozi ves proces mednarodnega priznavanja Slovenije, ki se je s 5-mesečnim zamikom, jaz bi rekel, z malimi razlikami odvil tako, kot smo se takrat pogovarjali. Kancler Kohl je bil vodilna oseba, politična oseba takrat v Evropi in je bil ključen v tem finalu, v katerem je na koncu tudi De Michelis sodeloval, ker je moral, ker je Italija predsedovala in je moral formalno proces pripeljati do konca. Takrat me je bolj prosil, naj Slovenija ne bo nestrpna, in rekel, vi niste problem. Problem so drugi, problem je kontekst, ne moramo priznati samo vas, zato ne bodite nestrpni z ustrajanjem, da vas čim prej priznamo. In stvari so šle tako. Ko sem jaz prišel naslednji dan na razširjeno predsedstvo, sem povedal tiste besede, nad katerimi so se eni zasmejali, ker sem rekel, mednarodno priznanje je zrelo kot hruška, samo nihče je noče odtrgati. Torej, takrat ni,
Janez lahko zase poveli, Igor, kako so te besede doživeli. Torej, jaz sem bil takrat že prepričan, da smo zlezli skozi, smo morali pa še malo počakati. Torej, toliko bi rekel o brionih in posledicah brion. Hvala lepa vsem, ki ste prišli.